Kaj bo z gospodom Državnega zbora in katera dva funkcionarja, kateri dve funkcionarji oziroma sekretarji je še govora? Lahko malo bolj konkretno. Ja, gre za ministre in dva državna sekretarja. En državni sekretar. Ja, se sem hotel povedati. Gre za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade, gospo Vlasto Vivot, in za državnega sekretarja na ministrstvu za okolje, gospod Gašperšič. Kar se tiče podpredsednika državnega zbora, moram reči, da je to stvar odločitve v državnem zboru, ker tam veste, da podpredsedniška mesta ima tudi opozicija. Ne vem, kako se bojo dogovorili, mi se pač kot stranka v to ne spuščamo. To je stvar presoje kolegija predsednika državnega zbora, ker ne gre za neko funkcijo izvršilne veje oblasti. Mi ne želimo več prevzemati odgovornosti za slabo politiko te vlade. Jaz bi vas še to vprašal, kako da ste se odločili za to varianto, da v bistvu ponudite odstop kot minister gospod Žarnič, pa tudi gospod Rejalc, kako v bistvu pojasnite, ne pa da bi, naprimer, glede na to, da izstopa celotna stranka, kar nepreklicno odstopili že takoj. V čem je bila ta razlika oziroma? In še gospod Žarnič, boste v primeru, da ostajate ministre, zamrznili članstvo v Desusu? Jaz predlagam, da odgovori minister, glede na to, da se nam nanaša zadeve. No, hvala lepa. No, ta ponudba odstopa je, mislim, v praksi običajna. In tako pač smo se posvetovali, je to po mojem najbolj normalna in korektna pot. Seveda, glede članstva v stranki, zamrznitev je sigurno opcija, o katero se bomo stranko dogovorili in pogovorili. Kako pa vi na to gledate, gospod Rejalc? Kako gledate na to obrazložitev? Oziroma, kako ocenjujete? Poglejte, jaz tako zelo praktično gledam. Jaz pričakujem, da bo minister ponudil svojo odstopno izjavo, to bo tudi storil. Predsednik vlade se bo pa odločil, kdaj bo to odstopno izjavo sprejel. Lahko jo takoj sprejme, lahko jo kasneje sprejme. Gotovo pa pričakujem, da bo do referenduma sprejel predsednik vlade neko odločitev. Je pa to njegova odločitev, tukaj stranka pač nima tega vpliva. Zakaj ni nepreklicno odstopil? Ker ne gre za enako situacijo, kot je šlo pri ministrici za lokalno samoupravo, ki ni imela pač podpore pri svojem delu. Tukaj gre pa za to, da pač se stranka odločila, da izstopa iz te koalicije. Jaz razumem, da predsednik vlade rabi tudi določen čas do imenovanja novega ministra. Je pa zelo odvisno pač od njega. To je vprašanje zanj, ne zame. Ampak bo še minister Žarnič zastopal kvoto Desusa, torej v vladi? Poglejte, z izstopom stranke Desus iz koalicije minister, tudi če upravlja tekoče posle, nima mandata stranke Desus. On ne bo tam kot političen minister, ampak samo še kot strokovnjak. Veste, da je doktor znanosti iz področja, ki ga tudi deloma pokriva okolje in prostor. In to je odločitev predsednika vlade, ni treba to odgovornost na nas prenašati. V glavnem, mi se umikamo iz vlade. To bi rad še razčistil, ne govorite o tem, da bo gospod Žarnič minister do imenovanja novega, ampak ali obstaja tudi možnost, da ostane minister pravzaprav do konca mandata te vlade? Poglejte, predsednik vlade lahko že v četrtek določi novega ministra, ki upravlja te naloge. Jaz ne vem, kaj bo storil, ker mi dva se o tem tudi nisva pogovarjala. Minister Žarnič bo pa korektno podal svoj odstop, kaj se pa naprej zgodil. Mislim, če zdaj to glavna stvar današnjega dne, predlagam, da zaključimo, pa da greste do predsednika vlade, pa vam bo on z prve roke povedal, kako se bo odločil. Kako pa sami ocenjujete vaš položaj v stranki, vašo podporo, glede na to, da je danes kar 44 delov glasovalo za? Ocenjujete, da imate visoko podporo v lastni strani kot predsednik?
Ja, ne vem. Rezultat vam nič ne pove. Vas ne moti, Da sta 2 proti. Ne, vas ne moti, da Od bo 44. gospod Šarlič še ostal minister in pa po vsej verjetnosti Ja, kdo morda pa- tudi državni sekretarji na svojih mestih. Poglejte, kdo pa pravi, da bo ostal na svojem položaju? Lahko povem, da pač bodo ponudili svoj odstop in jaz pričakujem, da bo predsednik vlade te odstope sprejel. Kdaj, kako, pa to druga zgodba. Ampak to ni vprašanje za nas. To je vprašanje predsedniku vlade. Kakšna je pa zdaj ta procedura, če vi morate ne vem, v skladu s kakšnim koalicijskim sporazumom obvestiti koga, predsednika vlade, koalicijske partnerje, kakšna je zdaj ta procedura? Jaz mislim, da najhitrejše obvestilo bo prišlo od vas. To bo najbolj urgentno. Bomo pa jutri uradno poslali predsedniku vlade. Pa mislim, da je že zdaj seznanjen. Kdo? Kaj za našim navezom spodarjalstva na svojim volilom? Sporočamo, da v tej vladi nismo mogli ničesar uresničiti iz našega programa in to sem zelo jasno povedal, tako glede koalicijskega sporazuma, kot glede predlagane pokojninske reforme. Da pač nismo bili partnerji, da nismo bili slišani in to je sporočilo našim volivcem in volivkam. A je zdaj nas govoriti tudi o možnosti predčasnih volitev? V stranki Desus menimo, da bi to bila najboljša rešitev, glede na to, da vidimo, da je zaupanje v politiko povsem padlo. Mislim, da lahko politika si to zaupanje povrne samo s predčasnimi volitvami, kjer bi ljudje pač ponovno povedali, komu zaupajo. Seveda bo pa stvar političnih dogodkov, v katero smer se bojo zadeve razvijale. Jaz pričakujem, da verjetno letos ne bo predčasnih volitev, se pa zna zgodi, da bodo v naslednjem letu spomladi. To je moja osebna ocena. A imate že kakšne preference mogoče za naprej, s kom bi šli mogoče spet v vladno koalicijo? Ne, nobenih. Poglejte, nas zavezuje program stranke Desus in mi, če bomo lahko uresničevali svoj program, bomo pač šli v koalicijo in ne drži tisto, kar pravijo, da stranka Desus ne more delovati v opoziciji. Mi bomo že sedaj dokazali, če bo pač prišlo do rednega zaključka tega mandata, da lahko stranka Desus, da je lahko uspešna tudi v opoziciji. Ker to bi bilo tako, kot da bi nogometaš lahko brcal samo z eno nogo. Stranka ne more biti samo v koaliciji, mora znati biti tudi v opoziciji, če hoče biti kompletna stranka. In kompleten nogometaš je tisti, ki brca z obema nogama. Se vam zdi, da ste predolgo čakali z vhodom iz koalicije, zdaj če gledate nazaj? Ja, če za moje osebne mnenje vprašate, jaz mislim, da je bil najbolj pravi trenutek, ko nismo podprli proračuna. Vendar takrat sem še zmeraj imel upanje, da se bo odprla razprava glede interventnega zakona, da pridemo nazaj na polovično usklajevanje in tudi do zadnjega sem imel upanje, da bomo lahko uskladili pokojninsko reformo. Se veste, ni dolgo nazaj, ko sem se srečal z gospodom Semoličem, da bi videli to možnost. Vendar takrat, ko je pa sindikat vložil te podpise, potem bilo pa jasno, da ta pokojninska reforma gre na referendum in jaz mislim, da bi bilo nespodobno, da bi sedeli na 2 stolih, da bi po en stran bili v koaliciji, v volilni kampanji proti pokojninski reformi, bi pa tolkli proti vladi. Mislim, da to ne bi bilo primerno in zato mislim, da je ta poteza korektna, prava. Na koncu bodo pa volivci ocenili, a smo prav storili ali ne. Kakšno je vaše mnenje o drugih 2 zakonih, o katerih se bomo odločili na referendumu? Mi ne sodelujemo v tej kampanji. Zakaj ocenjujete, da je najbolj verjetno, da bodo morebitne predčasne volitve spomladi? Zato, ker se bo še prej marsikaj dogajalo. Jaz mislim, da se bo iskali neko tehnično vlado, potem se uvidelo, da ta vlada nima zadosti podpore, potem bo verjetno prišlo do predčasnih
volitev. Ne predstavljam pa si, da bi predsednik vlade ob padcu pokojninske reforme ustrajal do konca mandata, se to bi bilo samomorilsko. Je pa res, da pričakujemo jutri, da poleg tega, kar sem danes povedal in kar naj bi bila ena od pomembnih novic današnjega in pa jutrišnjega dne, da bo pa naslednja novica, kako je stranka Desus skriva za destabilizacijo vlade, za manjšinsko vlado in da nam bodo zato padle bonitetne preference pri posojilih. Ampak jaz mislim, da to ni odgovornost stranke Desus. Predsednik vlade je tisti, ki nosi odgovornost, kako držati skupaj koalicijo, kako zagotavljati večinsko vlado. To ni dolžnost ene od koalicijskih strank. Tako da, če se bo karkoli zgodilo v zvezi z bonitetnimi preferencami, lahko rečem, da je to pač posledica tega, da predsednik vlade ni bil zadosti spreten pri ohranjanju večinske vlade. Prosim, še enkrat. A lahko tam sam prej se javlja, prosim. Če pokojninska reforma pade, ali boste podprli interventni zakon oziroma ali boste skupaj morebiti z drugim delom opozicije predlagali nov referendum? Poglejte, mi že sedaj nismo interventnega zakona podprli. Se to je bil eden od začetkov te koalicijske krize. Tako da si ne predstavljam, da bi pa kasneje, čez en mesec, tak zakon podprli. Kaj boste podprli nov referendum? Mi bomo podprli, da se... Kako mislite nov referendum? Če bi bil pač interventni zakon sprejet, bi potem pač se špekuliral o tem, da bo nov referendum. No, jaz mislim, da do tega scenarija ne bo prišlo. Da če bo interventni zakon padel, oziroma da bo predsednik vlade vezal zaupnico na interventni zakon. Se to je najavil, če sem prav informiran. Se pravi, čujem, izvolite. Katere dva odbora pa sta bila proti iz koalicije? Ne, svetnika, se to niso predstavniki občinskih organizacij. Moram povedati, mi imamo 202 občinskih organizacij, svetnikov je pa 58. Ne, tako da to ni slika. Lahko pa povem, glede na pisma, ki sem jih dobil, 2 občinska odbora nista podprla Novo mesto, Tolmin. Tolmin je podprl. A je podprl, no. A ja, pa se upravičujem, mislim pa, da je še Postojna, da ni podprla, ko sem s predsednikom govoril. Okay, še kaj še vprašanje? Kako udarno ste zdaj šli v kampanjo proti Kaganjski? Zdaj, ko ste rešeni vse? Ne, tako kot običajno. Nekje sem bral, da smo bili hujša opozicija kot opozicija v državnem zboru. Ne. Tako bomo se obnašali. Pač mi bomo naše interese zastopali tudi v volilni kampanji. Ne. Okay, bomo pa to dostojanstveno in s podatki delali. Hvala lepa za udeležbo. Lep dan želimo. Hvala.